Samo delovanje tega novega dela Olimpije je začelo s tistim propadom. No. Takrat se je pač nekaj zanesenjakov zbralo skupaj, gospod Renik, gospod Škrl in še nekaj fantov zraven. Razdeljenje na dva dela, in sicer na otroško nogometno šolo, kjer imamo otroke od 6. do 12. leta, in pa v drugem višjem delu v nogometno šolo Olimpija od 12. oziroma 13. do 18. leta. V vseh selekcijah okoli 300, s tem, da v spodnjih selekcijah imamo majčkeno bolj popolnjeno, v starejših pač tistih 20 do 25 otrok, ki nekako tvorijo prvo ekipo. Letos smo to stvar majčkeno spremenili s prihodom sponzorja Faktor banke, ki nam stoji v teh trenutkih ob strani. Smo se odločili, da pač poskušamo ta zgornji del res narediti kakovosten, ki naj bi bil nekako baza za te igralce, ki bojo nekoč igrali v prvi ekipi. Nekaj se jih je že priključilo, nekaj jih že igra. Definitivno v tem novejšem času iščemo neke zglede v tujini. Imamo blizu Dinamo Zagreb, ki nekako dela res perfektno s temi mladimi, nekako Ajaxova šola, in se pravi, kasete in CD-ji prihajajo vse povsod. Otroke vabimo v klub in niso na cesti. Mislim, da je to tisti nekak osnovni cilj, vsaj v tistem začetnem delu, kjer smo včasih tudi kakšen vrtec oziroma otroške varuške. V tem drugem delu pa definitivno poskušamo odcepati to, da je otrokom poleg nogometa važna tudi šola oziroma izobrazba. Nimamo slačilnic svojih in smo mogoče malo hendikepirani, ko iščemo pomoč pri ostalih teh segmentih v tem športnem centru. Rezultatsko kotiramo, jaz mislim, da med prvih 5 v prvi slovenski mladinski ligi. Kar bo več, bo dodatni uspeh. Jaz mislim, da so fanti tega sposobni in da je to naš primarni tekmovalni cilj. Olimpija je le klub, ki mora vedno meriti visoko, tako da so seveda niso samo povezana z rezultatom, ampak predvsem cilj je, da čim več fantov pride v člansko ekipo. Jaz mislim, da je tukaj kar nekaj fantov, ki bi eventualno se lahko priključili prvemu moštvu. Zdaj trenutno sta to že 2. Zame osebno je največji napredek, največji rezultat, če vidim, da so fantje napredovali, da vidim, da je nekdo pač naredil preskok, tako kot je potreben, da lahko tudi članski trener kasneje računa na njega. Z delom, ki ga delamo na treningu, pa z načinom igre probamo priti do rezultata, ne v obratni smeri. Imamo dve poti. Ena je to, da so trenerji bivši nogometaši, kjer je v bistvu neka pozitivna oziroma plus v tej karieri. S tem, da ne zapostavljamo tudi tega učenja, kjer fantje pridejo iz DIF-a
in nekako najboljša mešanica je en trener, bivši nogometaš, pa en trener z DIF ali pa iz teh šol.